Lepo pozdravljeni. Včeraj smo zabeležili 43 primerov pozitivnih COVID-19, kar je seveda zelo velika številka za Slovenijo in seveda obremenitev tudi za zdravstveno in epidemiološko službo. Imeli smo 1168 testov. Slovenija je z 14-dnevno incidenco zdaj prešla že preko številke 15 na 100 tisoč prebivalcev, kar pomeni, smo se kar rahlo povzpeli. Razpršenost po Sloveniji je precejšnja. Največje število beležimo v Ljubljani, v Celju in v Tržiču. Ljubljana krepko vodi po številu pozitivnih primerov. Epidemiološke preiskave še potekajo, tako da vam težko povem končno število, koliko je bilo importiranih primerov, ampak vendarle lahko rečem, da do sedaj zabeležimo 14 importiranih in to so v večini ali pa skoraj da vsi iz Hrvaške. Klastrov je še zmeraj nekako okrog 21, to se pravi, še zmeraj se ukvarjamo z skupki primerov. Ti skupki primerov v več kot polovici izhajajo prav tako iz vnešenih primerov iz Hrvaške. Celotna situacija v Evropi se slabša. Če pogledate tudi podatke Evropskega centra za nadzor bolezni, se vidi, da je porast skorajda v vseh državah. Občutno se obarva celotna Evropa, tudi na temno, precej temno. In predvsem opažamo velik porast v Španiji, v Franciji, Luksemburgu, pa tudi nekatere druge države. Ta viden porast primerov beležijo iz dneva v dan. Kaj je pravzaprav naše sporočilo? Kaj lahko naredimo? Še zmeraj ostajamo pri tem prošnji, da se večina ljudi poskuša držati vseh priporočil, ki smo jih nekako poudarjali že v vsem tem času, da spoštujejo in vljudno še enkrat prosimo, sodelujejo z epidemiološko službo takrat, kadar je potrebno pridobivati podatke. In tretja stvar, ki bi seveda tudi epidemiologom in pa tudi marsikateri drugi službi omogočala preprečevanje širjenja bolezni, da se ljudje poslužujejo oziroma da uporabljajo aplikacijo za iskanje kontaktov. To bi nam v smislu delovnega procesa, ki je izjemno obremenjen ob tej količini ljudi, ki jih imamo, pripomoglo, da bi morda širjenje vendarle zamejili. Starostne skupine, sem vam še dolžna povedati, v večini primerov se pojavljajo med 15 in 24 ter 24 in 34 let. Tam beležimo ponovno največje število primerov. V kakšni meri še lahko obvladujete iskanje kontaktov teh okuženih ali pa če že stvar nekako več ne morete obvladovati? Ja, to je pravzaprav vprašanje, ki pri vseh teh obremenitvah vedno rečemo pa še malo, a ne? Se trudimo, zaenkrat še nekako gre, je pa intenzivno dogovarjanje znotraj hiše in tudi navzven, kako ukrepiti ekipe na ta način, da bo ta naš res učinkovit ukrep pripomogel k temu, da bomo lažje zadihali in hkrati tudi bolj učinkovito kontaktirali ljudi. Težko odgovoriti na vprašanje, kdaj pa lahko rečemo, zdaj pa ne gre več, je pa, verjemite, obremenitev izjemna. Ampak še vedno za večino teh ljudi veste, ki so se okužili in lahko pač nekako identificirate njihove. Tukaj ponavadi ljudje dobro sodelujejo, povedo. Seveda se ne da vedno dobro opredeliti ali pa točno reči, kje je kakšen do izvora okužbe prišlo. Vendarle ljudje lepo sodelujejo, večinoma povedo, kje so se zadrževali in iz tega lahko izhajamo tudi pri iskanju kontaktov. Zato je to naše orodje, ponovno poudarjeno anketiranje, sodelovanje ljudi, eden izmed kritičnih ukrepov in aktivnosti, ki jih lahko pravzaprav počnemo, da zagotovimo, da smo vsi veliko bolj varni. Zdaj pred vrati je jesen, pa tudi kar precej prehladov, ne?
Kako bo to izgledalo, da nimo v vrtcu? Vemo, da veliko otrok v vrtcih kiha, kašlja, smrka. Ali bo to pomenilo avtomatsko nek sum na koronavirus in posledično karanteno? Kako bo s protokoli? Protokoli se bodo usklajevali med različnimi aktivnostmi. Tukaj seveda je osrednja inštitucija strokovna skupina Ministrstva za zdravje, ki bo povezovala različne deležnike in seveda na ta način tudi priporočila oblikovala. Se pa strinjamo in na to opozarjamo, da bo v jeseni tudi s prihodom gripe verjetno izjemno obremenitev oziroma večja obremenitev in zato pozivamo in že sedaj opozarjamo, da bo cepljenje proti gripi eden izmed naših učinkovitejših ukrepov, da bi lahko takšne medsebojne primerjave ali pa težave lahko odpravili. Kaj pričakujete v prihodnjem tednu, dveh, glede na to, da se v prihodnjih dneh več kot 100.000 Slovencev vrača iz Hrvaške in vemo, sami ste dejali, da je veliko vojnih primerov ravno iz te države? Odvisno od tega, kakšna je ta populacija, če lahko tako rečem, torej kje se je ta populacija zadrževala in kaj je na Hrvaškem, pravzaprav kako je živela in dopustovala na Hrvaškem. Če so to večinoma tisti, ki dopustujejo v svojih apartmajih ali pa nekje, bom rekla, v neogrožajočih okoljih in je način obnašanja tak, potem seveda ne pričakujemo, da bi se to število drastično povečalo. Je pa to izjemno težko napovedovati. Bomo videli, kaj bo prinesel ta val, seveda pa je ob tem prošnja do vseh, da se odgovorno odnašajo, ko pridejo nazaj in seveda opazujejo svoje zdravstveno stanje, pa na ta način pripomorejo k temu, da morda ne bi v naslednjih klastrih, v naslednjih skupkih širili naprej morebitno okužbo, ki jo prinašajo. Torej pozornost vseh, ki se vračajo, sodelovanje in potem bomo seveda videli, vse napovedi pa so se, kot veste, zelo nehvaležne. Če nekdo žura pa ga zdaj ne čaka obvezna karantena, ker se bo vrnil do sobote oziroma nedelje, mu svetujete vseeno, da ne se preventivno izolira oziroma da samo karanteno? Odvisno seveda ponovno od možnosti, ki jih ti ljudje imajo. Eni so v službi, eni imajo. Torej sama izolacija ima svoj pomen, ima seveda, če ve, da se je obnašal tako, da to morda ni najbolj primerno ali pa je bilo ogrožajoče, je takšen način seveda dobrodošel. Je pa to odločitev vsakega posameznika in njegova lastno zavedanje, da lahko pripomore k preprečevanju širjenja. Jaz imam pa vprašanje okoli tega glede vročanja karantenskih odločb. Zdaj, v kolikšni meri se ljudje dejansko držijo odločb, ter me zanima tudi, če je NIJZ bil tudi v kontaktu s policijo glede morebitnega suma storitve kaznivega dejanja širjenja nalezljivih bolezni. Naj ponovno poudarjam, kar se pravzaprav že velikokrat poudarila. NIJZ ni organ nadzora in organ odločanja, kar pomeni, mi pri tem nadziranju, kako se s karantenskimi odločbami dogaja, kdo jih izpolnjuje in ne, v tem primeru ne sodelujemo in ne ukrepamo, ker pač na ta način nimamo svojih kompetenc. Tako da to vprašanje mislim, da je bolj za Ministrstvo za zdravje, ki odločbe izdaja, in za zdravstveni inšpektorat, ki se s tem ukvarja. Nekaj je danes vode za vprašanje glede epidemiološke situacije, torej kakšno vprašanje je to temu? To je največji dnevno število okužb na začetku aprila, in tukaj smo pravzaprav doma, ki so bili strogi, kdaj bi vi predlagali strožje ukrepe, če sploh, ali pa če zdaj strategija taka, da opozarjate na to, da se obnašajo. Situacija vendarle je rahlo drugačna. Veliko smo se naučili in tudi organizacija dela je drugačna. Zato je težko postaviti paralelo in reči, pri istem številu primerov dnevno bomo uvedli enake ukrepe. Gre za številne dejavnike. Gre za dejavnike obremenitve tudi zdravstvenega sistema, pa ne samo epidemiološkega, ampak tudi hospitalnega, in je seveda ta skupek dejavnikov, ki bodo povedali, kaj in kako in ob kateri točki se določeni ukrepi ponovno začnejo ali zaostrovati ali se jih vedno bolj poudarja. Sledenje, hkrati usklajevanje, koordinacija na nekem državnem nivoju z vsemi možnimi inputi in podatki
doprinese k temu, da se potem lahko vzpostavi stanje, ki bi lahko eventualno potem preprečilo neko potencialno nadaljno rast. Težko postaviti kar takoj samo epidemiološkega vidika neko prelomnico. Kako smiselno je po vaše stališče stroke odpreti recimo srednje šole v dejstvu, da večina novookuženih zopet prihaja ravno iz te starostne skupine? Večina jih ne prihaja samo iz te starostne skupine. Veliko jih imamo tudi starostne skupine med 25 in 35. Ne? Tako da to je težko reči, da je samo ta starostna skupina tista, ki je lahko ogrožujoča. Ponovno je težko reči, ali so oni res tisti, ki lahko najbolj ogrožajo, ker ne vemo, kdo se je zadrževal in koliko teh ljudi se je zadrževalo na teh ogroženih. To je spet potem stvar analize in dela. Ne? Do začetka šole je še 14 dni. V 14 dneh se pokažejo znaki, če so eventualno nekdo okužen in mislim, da je to dobra varovalka za začetek šole, da se lahko potem orientiramo naprej, kateri scenarij je tisti, ki najbolj ustreza tudi za srednje šole. Zadnje vprašanje? Ja, jaz imam eno vprašanje okoli cepiv. Zdaj nekako se pojavlja okoli 4 cepiv, recimo Ruska federacija nedolgo nazaj začela s postopnim cepljenjem svoje populacije. Kdaj bi bilo lahko prvo cepivo na voljo v Sloveniji? To vam ne znam. Mogoče samo še to, na novo okuženi so imeli precej kontaktov, imajo veliko kontaktov, so že recimo v službi in tako naprej, ali so bile kakšne rizične ogrožene območje proti Zelo podrobno ne morem niti komentirati, lahko pa povem, da je kontaktov kar precej in lahko vam tudi povem, da med temi 43, ki smo recimo včeraj zabeležili, je bilo 7 takih, ki so imeli karanteno odrejeno. To pomeni, da smo že nekaj uspeli zamejiti, ki bi lahko potencialno povzročilo še širjenje naprej. In to vedno bolj tudi potrjuje, da karantena v tem primeru nam dejansko pripomore k lajšanju dela in ne samo lajšanju dela, ampak predvsem preprečevanju širjenja v populaciji.